Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni danes v moji družbi Boštjan Kavčič. Hvaležni smo, da je z nami. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Ne bom se ti še takoj zahvalila, da je lahko tale organizem 72 tukaj z nami in kakšen namen ima in kakšno poslanstvo in kakšno energijo oddaja in kako bojo to dojemali vsi gostje, ki bodo sedeli in se zadrževali v tem prostoru. Danes bi predvsem res želela slišati tvojo zgodbo, glede na to, koliko imaš nagrad, koliko imaš nekih takih in drugačnih izobraževanj za sabo, priznanj in vsega ostalega. Kako te je kiparstvo in delo s kamnom prvič poklicalo, da si ti začutil svojo poklicanost in dejansko, da si videl, to je moj dušni namen, to je moje poslanstvo? Ja, to je tako, no. Ko si študent na akademiji, razvijaš več jezikov, več izrazov iščeš. Jaz sem bil pač slučajno povabljen v 4. letniku na eno mednarodno študentsko kolonijo dol v Istro, pri Vrsarju. In tam so nam dali za nalogo, da naredimo priveze za ladje. Jaz sem takrat v bistvu sem rekel, to pa ni nič kaj posebnega, ne. Gor mora biti ena glava, da se lahko vrv okrog zapne in zdaj kako to narediti zanimivo, ne. Tako da sem preko noči nekako potem dobil idejo, ta zadnji dan. In jaz tako mi pride ideja, da jo kar vidim v glavi, pol pa samo narišem zjutraj. Ali pa sredi noči, če imam beležko zraven. Se pravi, v sanjah predvsem dobivaš inspiracijo? Različno, ali pa, ko se zbudiš, ali pa če delaš nekaj takega, ne vem. Lupiš krompir? Ja, nekaj tako XY in se pride ideja, tako, ne. V bistvu ne smeš kontrolirati, mislim, ko se ne koncentriraš, ne, na nekaj, v bistvu, ko spustiš ne. Tako. Nič, in potem sem to naredil, in to je bilo moje prvo delo in sem takrat nekako tudi izumil, v narekovajih, ta izraz s temi linijami in moram reči, da naša šola takrat tega tudi, v bistvu tudi še zdaj mislim, da sploh ne uči, kamna, tako da sem jaz nekako sam to prišel do tega izraza. Moram pa reči, da mi je veliko podporo takrat dal pokojni Dušan Džamanja, ki je bil takrat, ki je pač prišel pogledati te izdelke na koncu. In se je kar vrtel okrog njega, no. In ga gledal tako in sem videl, da ga tako kot otroka ga zanima, ne, kaj bo pa tam za njim, ne, ker. In sem mu rekel, če pa taka mojster zanima, pa že je nekaj. Pa je že nekaj. Tako. In to so organizmi. Zakaj? Zaradi tega, ker so drugačni z vsake strani. Zakaj organizem? Jaz organizme razumem kot v bistvu živa bitja. Sicer imam neko okvirno obliko, ko grem delat, ampak glavni namen je pa to, da kamen na koncu zadiha. In ko zadiha, je fertik. Tako je, to je ta logika. Kako pa veš, da je zadiha? Začutiš ga, ne, z srcem, tako. Preden je ta organizem 72 prišel do nas, sva se malo po telefonu pogovarjala, pa tak naprej, pa smo mogli malo dojeti, kaj to dejansko pomeni. Ker je neka odgovornost oziroma je nek proces, je nek postopek. Tukaj se veliko poudarjalo predvsem to s srcem, začut. Tam je dejansko vedenje. V umu se verjetno znaš naučiti, a ne? Srce pa ve, ali kako? Kako ti to dojameš? Kako gledaš na srce? Ja, v bistvu tako, recimo, jaz ga tudi zdaj, tako, ko sedim, pač ga s hrbtom čutim, ne. Kamen? Ja. Organizem? Čutim ga v prostoru, ne, kaj pomeni. To je, ne vem, pač, jaz imam tak občutek, zdaj ne vem, kako ga pa ti čutiš? Jaz ga čutim kot neko tako žametno
energijo, ki te obliva, ki te poboža, ki ni vsiljiva, hkrati je pa prisotna in ni praznina, je zapolnjenost, ampak ne duši. Ampak hkrati je in jo čutiš. Recimo, tako jaz ujemam vse skupaj. Ja, ko ste me poklicala, ne, da vi potrebujete pač, bi rekel, moški in ženski vidika, ne, v dveh delih, sem razmišljal, zakaj vam ne bi ponudil enega koncepta, ne, ki sem ga imel v glavi v bistvu že pol leta in tudi v maketi že. In sem potem pač to naredil z namenom, da v bistvu podprem harmonijo, ne, med poloma. In zame je v bistvu to v bistvu sta dve energiji, ki se skupaj dopolnjujeta, ne, in tvorita pač, to je nek nov organizem, ne, ampak po drugi strani pa tudi tretja energija med dvema, ne. Tako da moj namen je pa ta, no, da bi prizemljili tukaj vse te besede pa misli, ki jih imate, no, da bi se udejanjile. Se pravi, manifestacija kot taka. Kot taka in v bistvu kot srčna podpora širšemu prostoru. Tako. Slovenskemu prostoru. Tvoji organizmi so na številnih javnih mestih, tudi po celi Sloveniji, celo neko povezavo dejansko nudijo, a ne? Ja, jaz sem to nekako, bi rekel, delal intuitivno, ne, in sem se začel šele tam leta 2018 malo spraševati, kaj sploh delam. In v bistvu ni bilo to načrtno delano. To je bilo delano tako, da je pač prišel klic, ne, tako kot od vas, se je ponudila možnost in se je potem samo ustvarilo, skozi sebe, ne. Kamen, s katerim ustvarjaš, kako pomembno ti je to? Kako je to kaj povezano? Kako ima kamen, ti čutiš energijo kamna? Zdaj v naši oddaji smo že neštetokrat govorili o kristaloterapiji, o tem, da kamen ni neživa energija, kot nas učijo mogoče pri biologiji, a ne, da delimo naravo na živo in neživo. Kako ti to gledaš? Kako gledaš na to? Ja, vsekakor, jaz tega ne razumem, ne. Jaz dojemam, mi smo del narave, jaz gledam to bolj holistično, no. To je v bistvu, se pravim, pač mogoče kot ta umetniški vidik, a ne, jaz vsaj pri svojem delu to ne režem, no. To je pač, ne vem, vse je povezano, resnično, kaj. Vse je povezano. Kamen, ki ga zbereš, recimo, kakšen kamen je ta? Ja, to je en tak, bi rekel, zelo plemenit marmor, Kalakata Gold, in ima noter take zlate pa srebrne laske, pa zelo fine kristalčke. Tako da moram reči, da sem prvič delal tak velik kamen iz tega materiala in je res, mislim, sem navdušen, no. Tako lepo je, lepo je nastal. Tudi zelo čista energija, fina taka. Odlično, smo zelo hvaležni. Ko se lotiš tudi takega večjega, recimo tukaj vem, tale spirala je recimo 3 metre visoka, tale rusalka. Kakšen je tvoj ustvarjalni proces? Torej, rekel si, delaš neki XY in pride dejansko ideja in potem to vidiš in začneš realizirati. Imaš kakšen poseben čas, sam živiš stran od matrice, stran od civilizacije, v takem svojem mehurčku, v svoji matrici? Ne, to je v bistvu, vsa ta dela, ne, ki so nastajala, sem, recimo, ne vem, od začetka, recimo en tretji zapovrstjo, ali ne naprej od tega. Še naprej. Še naprej, ja. Tu, ta ležeči. Aha, ležeči. Ja, ta mi je recimo prišel tudi, ko sem se vozil ko sem hodil v službo tukaj v Ljubljani in sem se vozil se prav spomnim, med Trzinom in Kamnikom. Sem tako malo, ko zgubiš zavest, ne, ko se ti spi in se mi je narisal noter. Sem prišel domov, sem ga samo potem zrisal, prerisal, ne, noter v glavi je bil tako, kot ena taka pride
svetlobna risba na temnem. Ne? In nič, to je to. Sem bil vesel, ne? Mislim, tisti mi je bil všeč. Ti je bil všeč? Ja, mislim, in je bilo lepo ga delati. Veliko umetnikov pravi, da oni v bistvu, ko kreirajo, da oni sploh ne kreirajo, ampak da so samo prevodniki. Kako ti gledaš na to? Je to tvoje ali je to nekaj, kar steče čez tebe? Kako bi jaz rekel to? Zdaj, to je zelo tako težko vprašanje. V bistvu moraš se narediti nekako, kako bi rekel, kot en prazen lonec, ne? Kot eno posodico moraš ustvariti v sebi in potem preteče. Zdaj, kdo to naliva, pa kako je to, pa ne vem. Se ne spuščaš v to? Ne. Ne. Mislim, me ne zanima, no, mislim. Niti te ne zanima? Fantje smo tako narejeni, dokler deluje, je vse okej, ne? Okej, Ja, vredo, ne bom. Evo, tale trenutek preverimo aktualne dogodke, ki se dogajajo tale trenutek. Kje so priložnosti in možnosti, da se podružimo, potem pa s Boštjanom še majčkeno poklepetava. Vsako leto si privoščimo 7 dni na otoku Iž. Pridružite se počitnicam za dušo in telo. Tradicionalno tudi letos načrtujemo 7 dni za dušo in telo, tokrat na Pokljuki. Kaj točno se bo dogajalo? Marsikaj. Veliko predavateljev, predvsem pa veliko dogajanja. Končno odhajamo v dolino Bosanskih piramid. Tam nas že pričakuje dr. Osmanagić. Pridružite se nam. Boštjan Kavčič danes v moji družbi, izjemen umetnik, ki sodeluje z naravo in ustvarja nekaj res izjemnega. To so organizem 72, tudi tukaj v naši dnevni sobi, kot jaz rečem temu našemu prostoru, zato ker smo zelo sproščeni. Boštjan, nekaj fotografij bova videli, mogoče kakšen komentar temu, kako je prišla ideja, kako si to ustvaril, kakšna je dejansko zgodba zadaj, vse je nekaj v zlatem rezu, vse je nekaj tako v temu res ritmu narave. In če pogledamo recimo tole prvo fotografijo, lahko vidimo nekaj, kar bi vsak imel na svojem vrtu, ampak okej. Tole je dejansko školjka in velikokrat upodobljena ravno, ko govorimo o Fibonaccijevem zaporedju, ko govorimo o zlatem rezu, ne? Ta je en zelo res dobro uspel kos iz... To je v bistvu 5-tonski, ne? 5-tonski? Ja, tako izgleda majhen, ne, ampak to ima v bistvu 2 metra, ima to širino na vrhu. In je pitnik, ne. Tu ima gospod svoj zver in se je zaželel pač en poseben pitnik in sem mu naredil. Tako da je pa res, ta je pa res v zlatem rezu. Tu sem pa prav se potrudil, no, da je. In še ena zanimivost je, da je nastalo teh črtic, ki grejo okrog, ravno 135. Oziroma ne, motim se, 153. Da sem prav rekel. Glih obratno, ne? Evo, 153. A to je načrtovano ali se je potem naključje? Naključje. Naključje. Dobro so se obrnili tele ključi. Naslednja kreacija, ki jo lahko vidimo, no vse jih imam jaz tudi tukaj v tvoji liniji, takole tole zgleda, tudi tukaj je neka spirala, ne? Ja, tu je pa tudi pitnik, ne, to je v jedru Črnomlja in sta v bistvu dva, ne. Ta je izvir, na drugi strani pa ponor. Zato, ker je pač dol je tudi kraški svet. In je tudi v naravi tako, ne? Da so izviri in ponori. Se pravi, te dve polarnosti? Ja, pač kot rojstvo in smrt, ne? Aha, rojstvo, smrt. Vmes je pa življenje. Vmes je pa življenje. Wow. Naslednja kreacija, ki je tudi zelo pri srcu, neka kača, kako je pomenovan ta organizem? To je organizem 47 po vrsti in bela kača, to sem delal na formi Vivi leta 17 dol na obali. In tukaj grejo pa v bistvu 3 ploske, ki se rotirajo, ne, tako je zavito, ne, vse skupaj. Tako, ja. Zgleda enostavno, pa je kar kompleksna oblika, no. Ljubezen in plodnost sta naslednji. Wow, različni, ne?
Ja, tu v prvi recimo so 3 sile in je to kot boginja plodnosti, no. Ta je pa, zdaj bi rekel, ta zadnji, je pa prvi v tem ciklu, ne, teh, ki imata v bistvu dve sili, ne, ki tvorita. In je v bistvu ena predhodnica tega vašega, zdaj, ki ga imate tukaj. S tem, da to je bil v bistvu na tleh bolj, ne, to je vse odvisno od kamna. Zdaj tukaj sem pa namenoma šel v ta navzgor. Hkrati je to pač v tem likovnem svetu je ena podobnost tudi s poljubom Brankusija. To je pač en modernist, ne, ki je živel 100 let nazaj dobrih. Sem pa pogooglal, da obstaja tudi 11.000 let nazaj stara figurca, no, ki ima podobno obliko. Wow. Najde na Bližnjem vzhodu dol. Kakšno je tukaj, sam si se izobraževal na področju Tolmina, recimo, tam se mi zdi, da je še zelo čutiti tudi, no, tudi tečaje delamo tam, radiestezistke z gospodom Munihom, to znanje o starovercih in tako naprej. Si seznanjen s tem, delaš vdih od tega? Jaz sem tako rekel, ko greš ven, ne, jaz sem šel pri 20 letih, sem šel ven. Ven v smislu iz Slovenije? Iz Tolmina. Iz Ne, iz Tolmina. Tolminske. Sem šel recimo študirati v Ljubljano in tako naprej. In vidiš, ne, da ko si enkrat pač Tminc, si vedno Tminc. V bistvu te ta pokrajina te zaznamuje, ne, kjerkoli se pač rodiš, tista reka, ki teče tam, ne, ti pol teče tudi skozi telo, ne, mislim, ta ritem. Okay. In to je res pomembno, ne, kje preživiš mladost, pa kako pa to, no. Tako da jaz se vedno rad vračam, no. Tudi zdaj, v bistvu, ko se borimo za vode, ne, da bi jih obdržali, je res pomembno, no, ker to mislim, da ne gre za politično vprašanje, to v bistvu je ena taka stvar, to je, bi rekel, kot kri mame zemlje, ne, o kateri ni debate, ne. Vprašanje življenja. Ja, to gre na vse ali nič, ne, to kapital nima kaj delati. V Novem mestu stoji en poseben tvoj kip, ki je ustvarjen za samostojno državo. To je bila ob 25-letnici osamosvojitve, sem naredil ta spomenik, ne, to je kar velika reč, ima 4 metre višine in ta koncept, ne, je pa ravno v tem, da bi vse sile, ne, vse politične sile stopile skupaj, ne, in so ustvarjale. Wow. Ne pa ta polarizacija in enoumje na vsaki strani, ne, ker hoče vsak narediti svoj monopol. Se pravi skupaj? Skupaj in to na občinskem nivoju, na državnem, pa tudi v bistvu vsak pri sebi, da zna uravnovesiti levo in desno polovico možganov. Kar je v resnici, je to tudi zdaj v tej skulpturi, je dosežena eno ravnovesje, ne, med obema poloma. Ali so to možgani, ali sta to srčna prekata, karkoli, ne. Enost in pa usklajeno delovanje, daj vas to mislijo zaključiti najin pogovor. Hvala lepa, naj se materializira. Naj se zgodi, ja. Koliko kavic je že bilo danes oziroma drugih poživil? No, danes o neprijetni resnici, katere nekako ne želimo slišati. A dejstvo je, kadar smo utrujeni, kadar smo izčrpani, kadar nam malo pade energija, po čem hrepenimo? Ja, po še eni kavici. Ampak kaj pa, če vam povem nekaj, kar nočete slišati? Ja, vam bom povedala v vsakem primeru. In sicer to, da spijemo še eno kavo, da gremo vzeti kakšno energijsko pijačo ali karkoli podobnega, ali pa tudi, če pretiravamo na koncu zelenim čajom, ne naredimo si usluge, ampak na takšen način dejansko bičamo
že utrujenega in zmučenega konja in na naše adrenalne žleze to deluje zelo, zelo, zelo pogubno. Torej, kadar smo utrujeni, dejansko potrebujemo počitek in rabimo to zdržati, kajti vse te stvari, vse te kavice, vsa ta poživila nas umetno dejansko dvignejo, naredijo nam pa veliko slabega. Torej, to je še slabše, kot če bi pustili, da smo tisti dan pač utrujeni, gremo prej spat, se naspimo in je potem ok. In tukaj se zgodi cel domino efekt stvari. Dajmo pogledati, kajti ni tako nedolžno, kot si morda predstavljate. Ponavljajoči stres, torej tudi aktivacija, boj ali beg, ki se dejansko zgodi v možganih, pa pustimo zdaj ta preživetveni nagon. Torej, kadar smo utrujeni in podobno, telo se vedno hoče adaptirati. Telo je usmerjeno k temu, da se adaptira, da se dejansko prilagodi, ampak imamo omejeno adaptivno energijo in zaradi tega nažalost ne gre čez. In ta stresni koktejl se še vedno proizvaja, imunski sistem se dejansko začne šibiti, ker je preobremenjen, ker je skozi akcija, 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 dejansko ne damo miru in potem napetost, depresija, nespečnost, anksioznost, različno nihanje telesne teže tudi v smislu kilogramčkov, enkrat jih imamo veliko, drugič manj, enkrat premalo, enkrat preveč in podobno. In vse težave z nespečnostjo, vse te nevrodegenerativne težave dejansko, vse to je povezano s tem in tukaj potem se tudi začnejo različne bolezni, avtoimune bolezni, pod katere seveda spada tudi rak, torej onkološke bolezni. In kaj je rezultat tega? Ja, rezultat tega je krajše življenje. Zato pri vsaki kavici pomislite, ali jo res potrebujete? Ne. Odgovor je vedno ne. Zaradi tega, ker kar potrebujete je počitek, kar potrebujete je time out, kar potrebujete je dober spanec. Da pa bi imeli več adaptivne energije, torej možnosti prilagajanja stresom in vsemu temu, kar je, pa lahko posežemo po rastlinam, ki nam to adaptivno energijo dodajajo. In to so adaptogene rastline. In taka poliadaptogenska terapija, ki je vsekakor zelo učinkovita in nam bo pomagala, da si dobesedno napolnimo baterije, ja, da si napolnimo baterije, se pravi, ko smo na nuli, da pridemo nekako v zeleno, so ašvaganda, tulsi, rožni koren, ginseng in kordiceps. Torej, to je tisto, kar nam lahko tukaj pomaga, ampak seveda z eno kapsulo to še ne bo dovolj, bo treba torej imati dlje časa, da zadeva lahko začne učinkovito delovati in da dobimo več adaptivne energije, ki nam lahko torej pomaga pri tem, da smo bolj prilagodljivi vsem stresorjem v našem življenju, vsem obveznosti, ki jih torej imamo. Vsekakor pa, če imate rade svoje hormone, če imate rade svojo kožo, če imate rade svoje organe, svoje telo, absolutno ne posegajte po poživilih, po kavici, po vseh teh zadevah, ampak raje torej vse drugo, dajmo se bolj naspati, dajmo si dejansko spočiti in na takšen način naredimo največjo uslugo telesu. In v moji skodelici dober kamilični čajček.